Meni osebno je zelo zanimivo ravno to, ko v bistvu nekaj delaš za svojimi rokami, nekaj oblikuješ, prvo gre za nek miselni proces, potem se moraš postaviti v zelo strogo realnost in to v bistvu zarisati, ustvariti neko konstrukcijo, neko dokumentacijo, potem se pa lahko lotiš tega procesa. To leto je bilo v bistvu zelo pestro, ker je bilo ogromno teh projektov, ko se je naenkrat zgodil Dubaj, je potem samo teklo. Imeli smo, mislim, 12 izdelkov. Jaz sem tam bila za svojo torbico, ki sem jo naredila v prejšnjem šolskem letu. V Sloveniji pa se mi zdi, da ja, ogromno imamo priložnosti, ker smo še na tem področju, se mi zdi, relativno še nerazviti. Moja vizija je zdaj v tem momentu prva diploma, seveda, pol pa verjetno grem naprej študirati dizajn na nek faks, 3-letni, zdaj opcija je Avstrija ali pa Ljubljana. Tisti, ki delajo v gozdu, vsi potrebujejo kvalitetne motorne žage, tako da kupci so in ženske in moški, tudi prodajalke imamo. Na srednji gozdarski šoli sem se tudi v glavnem ženskami srečevala, med drugim je bila tudi evropska prvakinja, deklica iz te srednje šole v Postojni. Sem pa bila vedno vesela na Agri, ko so tekmovali lastniki gozdov, da je vsa leta bila zastopana tudi ženska ekipa. Jaz sem imela pač to srečo, da sem prodajala oziroma delala za blagovno znamko, ki je v svetu priznana že 96 let, da uporabniki cenijo njihovo inovativnost, kvaliteto, trpežnost in da so sigurni, ko grejo v gozd na delo, da jih žaga ne bo pustila na cedilu. To je bila moja sreča, ko sem delala za Štilom. Sama sem se podala v eno zgodbo lesa, v to me pa je prepričala družinska tradicija, ki sem imela skozi odraščanje možnost spremljati. Skozi les smo bili skozi celotno življenje zelo, zelo povezani. Moja prednost, bi se mogoče temu izrazila, je to, da znam videti zgodbo v vsakem koščku lesa. Zato sem pa tudi začela z majhnim in butičnim nakitom, ki pripoveduje zgodbo destinacij, zgodbo različnih lokacij in pokrajin Slovenije. In to se mi zdi, da je eno lepo poslanstvo in vizija, ki jo lahko v sklopu takšnih projektov, kot ga imate tudi vi, poudarimo. Ženske znamo videti neke stvari z drugačnih načinov kot pa moški. Moški imajo surove roke in znajo za nas tudi te stvari pravilno prenesti v prakso, ampak mi pa vidimo eleganco. Mi vidimo nekaj, kar presega mogoče tiste moško vizijo. In zakaj so ženske pomembne? Ravno zaradi te edinstvenosti in ženskosti, ki jo prinesejo v sam produkt, ki je na koncu lahko zelo čudovita zgodba.